Bomo kar začeli. Torej, lep pozdrav na enem imenu. Moje ime je Peter Rot, tiflopedagog iz Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Nova Gorica, in pa David. David Kožuh, Goriški muzej, kustos pedagog in vodja tega projekta, ki ga bomo tudi predstavili. Tako, ker bo on več ali manj govoril, bom jaz naredil samo uvod. Torej, kako smo prišli do tega projekta oziroma kaj je botrovalo, da smo sploh dobili oziroma da je sploh prišla ideja za dobiti tak projekt. Mi v društvu seveda ponujemo našim članom čim različnejše izkušnje za bogatitev njihovih življenj oziroma za bogatitev kvalitete življenj oseb z okvaro vida in del teh obogatitvenih nekih vsebin, ki smo jim želeli dati, so seveda tudi vsebine z področja kulture. To je bil že en razlog, zaradi katerega smo se že pred leti srečali z Davidom in začeli sodelovati. Ampak, če povzamem pa na hitro, kakšne so naše izkušnje bile oziroma so še vedno z večino nekih kulturnih vsebin, je pa zelo, bom rekel, dosti različno med samimi področji kulture, kot tudi potem med različnimi ustanovami znotraj iste, bomo rekli, neke kulturne veje. Poznamo kot kulturo, lahko gledamo, spadajo sem torej galerije, muzeji na eni strani, druga stran so mogoče odrske uprizoritve, torej gledališče, opera, tretja stran, ki tudi nagovarja tudi kulturo, je televizija oziroma vsebine, ki jih dobimo preko televizijskih nekih programov in tako kot so že prej za okroglo mizo povedali, so drobci, povsod so drobci, nikjer pa nismo dobili neke celostne slike. Kaj to v praksi pomeni? Ko pokličemo v galerijo ali pa v muzej in rečemo, dober dan, pripeljali bi eno skupino oseb z okvaro vida, rečejo, aha, ok, vas bomo povezali pa s točno določenim sodelavcem, ki bo potegnil iz omare točno določene pripomočke, ki bodo prišli v poštev, ko boste vi pripeljali to skupino. Prej ste poslušali okroglo mizo, je tu ni ta dostopnost, ki jo mi želimo, da lahko ti prideš v vsakem trenutku, da ti prideš v vsako ustanovo in prejmeš zadevo. Je bilo tukaj veliko vsak individualnega dogovora, pogovora, da smo prišli v ustanovo in še potem to, kar smo dobili kot skupina oseb z okvaro vida, so bili posamezni drobci. Seveda, večina naših članov je bila že zadovoljna s temi drobci, potem jaz, ki jih spremljam kot polno čutec, sem pa, ko vidiš, kako malo je potrebno, da bi bile zadeve še toliko boljše, pa te stvari zmanjkajo. Saj lahko vzamemo tudi audiodeskripcijo na televiziji, tudi posamezne vsebine so, danes sem pogledal na spletno stran od RTV-ja, vsi redno hodijo, pride 5, 6, 7 vsebin, lahko tudi tedensko. Ampak napram celemu programu je tu še vedno en drobec. Da o audiodeskripciji oziroma zvočnih opisov v gledališčih niti ne govorim, ker so pa to res posamezni dogodki, bomo rekli skoraj da na letni bazi, z veliko oglaševanja prav za namensko skupino. Ni pa zvočno opisovanje v gledališčih nekaj, kar bi prišlo v programu, ki bi naprimer dobil mesečni program predstav, pa bi imel samo mogoče zvezdico pri 2, 3 ponovitvah vsake predstave, aha, ta zvezdica pomeni audiodeskripcija, kot imajo že urejene nekatera gledališča v tujini. In tukaj smo zaradi tega pomanjkovanja in zaradi vseh tistih pomislikov, ki so jih prej tudi že na okrogli mizi izpostavili, smo prišli do ideje tele taktilne galerije. Ja, zdaj, če pogledate to predstavitev, to je klasika v muzejih in galerijah, se pravi, nekje je velik napis, do not touch, ne se dotikati, oziroma včasih se še celo prepreke. Jaz se živo spomnim, ko sem bil, in to vedno govorim vsaki skupini, ki jo imamo v muzeju, bil sem en 6. razred nekje v Franciji in tako kot mnogi učenci, ki pridejo, sem gledal, kje se bom usedel, in je bila ena lepa zofa in ko sem se usedel na tisto zofo, začel tuliti alarm, prišla varnostnica, me nazjala v francoščini,
moj stric se pa lepo obrnil, ne, kot da nisem njegov, ko mu je bilo nerodno še zame. In to vedno izkoristim zato, da ja, ne moreš se res v muzeju kamorkoli niti vse, sploh če imamo neko starinsko pohištvo, ampak tudi večinoma se ne moreš niti dotikati. Ampak mi v bistvu smo skupaj z društvom začeli delati na dostopnosti že skoraj 10 let nazaj. Začeli smo z razstavo, ki je bila mogoče tudi ena izmed lažjih za jo prilagoditi, se pravi Igre moje mladosti, ki razstava kot taka še vedno živi. Letos decembra jo odpiramo v Brežicah, postala je medmuzejska razstava, ni več naša gostujoča razstava. In če, tako kot vidite na tem slajdu levo, smo imeli, se pravi, tipni tloris, ker je pot vodila do v bistvu tipnih škatelj, ki jih je videti tukaj na desni. Smo zdaj na vseh teh naših gostovanjih, kjer je res težko za neko eno, včasih je bila 3-mesečna razstava, popolnoma vse prilagoditi, ampak vsaj jo zaveščamo, to je ena stvar, in druga stvar, vsaj neko stvar imamo vedno na voljo tudi za tipanje. Tako da, tako kot smo rekli prej, oziroma sogovorniki, vsaj del razstave prilagojen za tipanje. No in to smo leta 2016 naredili, tudi takrat marsikdo je to razstavo sprejel kot muzej, zdaj se pa igrajo z igračami, ne. V resnici igrače smo ugotovili močni prenašalci spomina in zgodb in zato so včasih bolj pomembni kot marsikakšen artefakt v obliki, ne vem, arheološke ostaline ali pa orožje. Zakaj? Ker nimamo pristnih informacij o tistih predmetih, medtem ko če igračo prinese neka oseba in pove še zgodbo v ozadju, je lahko to zelo močen efekt. Tudi kasneje smo sodelovali in tukaj v tem primeru nekaj, kar je tudi danes razstavljeno v taktilni galeriji, tipna slika Srečanje, za kar je dobila takrat Kristina Naglos tudi Valvazorjevo priznanje. Naše svetovanje takrat, to je bilo še v času covida, ko sami nismo vedeli, ali bi rokovali v rokavicah, ali bomo imeli maske, kako nas bo slišati, če bomo stvari predstavljali z maskami. Takrat smo avtorico nekako ustavili, ker ona si je želela to, kar vidite, se pravi relief 2 metra za meter veličine, skenirati in narediti v A3 format 3D print. Kaj bi se zgodilo, če bi imeli to isto sliko v formatu A3, vsi detajli bi se izgubili. Vse tisto, kar ta relief da slepim in slabovidnim, ki ga pridejo tipati, bi se na 3D printu izgubilo. In s tem, ko smo jo ustavili, v bistvu smo tudi pripeljali skupaj z njo do tega rezultata. Decembra 2022 smo dali pobudo in je takrat študentka Višje šole za kamen, tukaj na levo v rumenem suknjiču, je prilagodila nekaj, kar imamo vsi na dosegu v Novi Gorici, ampak za tiste, ki ne vidijo, se ta doseg ustavi pri, ne vem, 1,80 m, 2 metrih višine in slepe osebe ne morejo razumeti, kaj je spomenik Edvardu Rusjanu, ker slišijo o tem, da gre za spomenik letalcu in da gre za spomenik, kjer je prikazan Ikar, ampak, tako kot je rekla uporabnica takrat Metoda, če se ne motim, je rekla Metoda, ja, jaz sem si krila predstavljala kot ptičja krila ali pa letalska krila, zdaj pa vem, da ta spomenik nima takšnih kril in zdaj vem, kako ta spomenik dejansko izgleda. Pa je rekla, dostikrat sem šla mimo, pa nisem vedela, kako izgleda. Tako da, kaj pa naredimo s tem, ko prilagodimo en tak spomenik v razmerju? Ja, tako kot smo že prej slišali, postane dostopnejši za vse. Vsi otroci, ki so prihajali in ki še vedno prihajajo si ogledati ta spomenik oziroma to maketo, do odprtja taktilne je bila na gradu Kromberk, zdaj v taktilni galeriji, ja, vsi v bistvu mogoče spoznajo malo bolj ta spomenik in si ga v maketi lahko tudi seveda otipajo. No, pa smo pa začeli naš projekt taktilne galerije leta 2023 in sicer takrat smo šli kot prva stvar v Italijo pogledati primere dobrih praks, da smo se sami nekaj naučili in kasneje smo še sami izvedli srečanja z povabljenimi umetniki na gradu Kromberk, tako z slovenskimi kot italijanskimi. No, zdaj to bom še jaz pokril, potem bom pa spet predal besedo Petru. V Bologni nas je sprejela
kustodina Loreta Seki, ki nas je s praktičnim prikazom popeljala po enem zelo znanem reliefu, ene zelo znane grafike, Veliki val pri Kanagavi, in tukaj je konkretno mojega sodelavca, ki je zamižal, peljala po tem reliefu, ga vodila skozi relief in tudi on, kot videč, ko je končal z vodstvom, je rekel, zdaj pa šele razumem to grafiko, ker prej sem gledal samo z očmi in nisem razumel vsega tistega, kar skriva, ko jo pač nekdo potipa in zve malo drugačen pristop. In v Anconi smo si ogledali največji muzej taktilni v Italiji, muzej Omero, kjer so, za razliko od Bologne, kjer delajo reliefe, poznanih 2D slikah, grafikah in podobno, tukaj imajo kopije, tukaj, kot vidite, je cel kup skulptur, pa tudi maket in določene te glave, ki so tudi tukaj na teh dveh vozičkih z rdečim spodnjim delom, smo si tudi sposodili. Tako da del tega obiska je bilo po eni strani izobraževanje, po drugi strani pa tudi že dogovarjanje, ker se nismo predstavljali, da bomo delili projekt za Evropsko prestolnico kulture, ne da bi imeli sodelovanja z najpomembnejšimi muzeji v naši okolici. No in zdaj smo prišli do gradu Kromberk. Ja, zopet, če se navežem na naše prejšnje govorce, je bilo več, vsaj jaz sem ene dvakrat slišal, da ni dovolj, da narediš izdelek, da narediš kar storitev in šele potem začneš s prilagajanjem, ampak da je samo prilagajanje oziroma vključevanje, dostopnost vključena že od začetka načrtovanja. Tu se mi zdi, da je pomembno, ker tukaj ste videli, da smo začeli že z mislijo, kako vključiti čim več skupin oziroma čim več ranljivih skupin. Potem smo prišli do te delavnice na Kromberku, torej tukaj je bil naš cilj, da sodelujoče umetnike, ki bi seveda za potrebe Evropske prestolnice kulture prihajajo z obeh strani meje, potem smo še z tretje strani meje, torej tudi en hrvaški umetnik, torej skupno število umetnikov je 17 umetnikov, katere smo mi želeli izobraziti oziroma jim podati neke osnovne informacije pri izdelovanju svojih likovnih del. Torej likovna dela, ki se pojavijo na tej razstavi, so bile narejene v zadnjem letu pa pol, oziroma vsaj, bomo rekli, kakšna so bila že prej, kakšni osnutki narejeni, pa so bili mogoče dodelani v to smer, da so dostopni in da se je že naprej vedelo, kako se bo ta likovna, ta umetniška dela tudi, bom rekel, konzumiralo, da se jih ne bo konzumiralo samo z očmi, ampak tudi z dotikom. Tukaj smo skozi predavanja predstavili, kakšne so potrebe oseb z okvaro vida, kakšne so njihove, bom rekel, kje imajo težave, kakšne so njihove težave, a res govorimo o slepoti kot o samo, bom rekel, o črnini, ali je večinoma slepih nekje, da ima še kakšne ostanke vida, torej smo jim tukaj želeli skozi tele delavnice predstaviti, kako morajo biti prilagojena besedila, kako morajo biti prilagojene oblike, da bodo čim bolj varne. Torej smo se pogovarjali o tem, da morajo imeti kipi čim nižje težišče, da ne sme biti ostrih robov, da ne smejo kakšne stvari v višini glave preveč štrleti na različne stvari. Smo se pogovarjali o kontrastih, kako zelo pomembni so kontrasti za osebe z okvaro vida. Ker kaj smo mi želeli? Mi smo želeli, da vsi ti umetniki obdržijo neko svojo osnovno nit, svojo temo, da ko bo ta končni to likovno umetniško delo narejeno, da bodo poznavalci rekli, aha, ja, se klasika, točno tašnega sem si predstavljal, da naredi zaplatelj, točno tašnega sem si predstavljal, da naredi kavčič. Torej, da ohranijo tisti svoj stil, ampak da vnesijo tiste neke malenkosti, tiste prilagoditve, zaradi katerih je potem toliko umetniško delo dostopno, varno, mogoče tudi prijetno in čim bolj sporočilno tudi za osebe z okvarami vida. In seveda tudi z ostalo populacijo. Torej smo se tudi pogovarjali o višinah, koliko visoko je lahko tav, kako velik mora biti format, kako na blizu so lahko detajli, če bo opremljeno z besedilom, kakšna morajo biti besedilna gradiva. Vse to smo potem dali še zdraven v ta izobraževanja. Torej, po sami delavnici je bil pa tudi sam ogled, ker na gradu Kromberk so že likovna dela,
ki so jih imeli v Goriškem muzeju že prej v lasti kot neke kopije, ki se jih da otipati. Pripeljali smo skupino oseb z okvaro vida, torej iz našega društva, bomo rekli slovensko govorečo skupino za slovensko govoreče umetnike, kot tudi sosednje Gorice, torej osebe z okvaro vida z italijansko govorečega področja, da so dali povratno informacijo italijansko govorečim umetnikom. Ja, kar je tle pomembno je, zakaj to vodstvo, zato da so sicer tukaj so zdaj v ozadju, ampak umetniki spremljali, kako potekajo takšna vodstva. In s tem so dobili še dodatno informacijo, kako lahko nekaj prilagodijo, kaj pomeni struktura materijala in podobno slepim osebam. Naredili smo takrat tudi eno izjemo, naša restauratorka je zamižala na eno oko, zakaj, ker po zakonodaji slovenski tisto, kar je inventarizirano kot likovno delo v muzejih, se ne smeš dotikati. Ne? In tle smo skupaj s kolegico kustosinjo izbrali par stvari, ki recimo, da temu niso bile zdaj pa uničene zaradi dveh delavnic in dotikanja, ampak po zakonodaji pa res tega ne bi smeli. In potem je sledil še tretji del. No sej, mogoče še glede tega drugega dela je ta povratna informacija. V resnici smo bili z Davidom, z vsemi sodelujočimi smo bili malo v precepu, kako se bodo odzvali tudi sami umetniki na te neke povratne informacije. Mi, ki smo zbrali naše člane, kasneje boste tudi slišali še Anjo, ki je tudi tukaj na fotografiji, smo vedeli, da bodo podajali povratne informacije. Zdaj pa smo bili, pa moram reči, da smo bili navdušeni nad vso to vprašanje, povratnimi vprašanji tudi strani umetnikov. Torej, da smo vzpostavili že v tej fazi tudi sam stik med umetniki in ustvarjalci, torej, katerega smo tudi potem kasneje skozi projekt vzdrževali, da so bile te povratne informacije, katere rešitve so dobre, katere rešitve mogoče ne dosežijo tistega cilja, ki so si ga umetniki zamislili. Tu na fotografiji konkretno umetnik Boštjan Kavčič je prinesel s sabo eno svoje likovno delo z značilnimi temi razami, ki jih je tudi videti. Zdaj pred kratkim med drugim tudi v okviru Evropske prestolnice kulture en velik spomenik v Kanalu odkril z spet istim principom. In te raze je tudi na podlagi povratne informacije. Dobro se spomnim, kako je Anja takrat seveda kot slabovidna, čisto od blizu gledala ta kamen in spominjam se, kako se je nasmejala, ko je videla te biserčke, rečemo temu biserčki, se pravi kristalčki, kako so se odsevali in to je takrat umetniku ostalo zelo v spominu in je rekel, nekaj podobnega bom naredil tudi za taktilno galerijo. In dejansko na razstavi je kiparsko delo, ki ima tudi te značilnosti. No, potem v nadaljevanju, v lanskem letu smo skupaj obiskovali razstave in ateljeje, izdelovali smo kopije in druge pripomočke in zdaj, kako je to izgledalo, vedno smo bili v tandemu, tudi zato imamo zdaj tu predavanje v tandemu, ker skupaj v bistvu narediš nadgradnjo tega, če samo eden pri tem sodeluje. In tukaj vidite tudi na levo Petra, ki je konkretno uporabnico Sabino vodil po razstavi, ki sicer ni bila dostopna oziroma ni bila narejena, zato je bila dostopna. In njihova povratna izkušnja Petra je bila res tako pomembna, ne? Ja, zopet tukaj smo imeli predvsem ta povratna informacija o tem, kakšni morajo biti, kako veliki morajo biti detajli, povratna informacija o tem, kako veliki morajo biti sami umetniška dela. Tole smo bili v Kostanjevici na Krki, tukaj je bil, kateri umetnik je že to? Damjan Kracina. Kracina, ja. Razstava Napačna ladja. Tako, ki ima vse eksponate ogromne. Torej, še najmanjši so bili, najmanjši so bili nek format meter za meter, vse ostale neke samostoječe zadeve so bile pa potem tako zelo v višino, torej on že mogel, tukaj bo mogel jaz nekaj uvesti spremembo, še vedno ohranjamo obliko, ohranjamo stil, samo gabarite bomo spremenili oziroma prilagodili. Mogoče na prejšnji fotografiji, še malo nazaj z Kromberka, je videti eno majhno figurco, tukaj le spodje, bronasto v spredju. Boštjan Drinovec rad išče motiv pri Lego kockah, tako da mogoče iz zadnje strani prepoznate, da je to kot ena glava Lego kocke in
na glavi sedi trup. Ko so naši člani otipali, naprimer, to kiparsko delo, je bil tisti trup tako majhen, kot vidite na sliki, da ni bilo moč razpoznati. So začutili bolj samo eno kepo, ko stoji gor na vrhu te glave. Torej, tukaj je mogel pa potem se umetnik prilagoditi lih v obratno smer kot Kracina, torej, jaz bom mogel pa malo povečati format. Torej, tu so bile neke te povratne informacije, ki so jih potem naši člani dajali pri teh ogledih, bo še nekaj fotografij pri teh ogledih, ali njihovih že razstavljenih del, oziroma smo jih obiskovali kar v ateljejih v času, ko so nastajala umetniška dela za taktilno galerijo. No in tak primer je lih omenjen Boštjan Drinovec, tukaj Lego figura precej večja, kot je bila tista, ki je tudi tukaj na levo in v bistvu tukaj pred to betonsko figuro je tudi tista, ki so jo tipali na gradu Kromberk, spravi očitna razlika. In tudi tukaj se jasno vidi par detajlov in sicer, bom zdaj tako pokazal, tukaj je videti in otipati seveda neka rebra, ki jih je nalašč pustil zato, da so tipna in na hrbtni strani glave figure je tudi pustil rebra od cevi, s katero je naredil to okroglo obliko in to je tisto v bistvu njegov korak naprej proti dostopnejšim likovnim delom. To je seveda osnova v betonu, s katero je bil narejen kalup in s kalupa pa seveda potem bronast odlitek. In zakaj imamo tudi vedno te kamere prisotne, ker vse skupaj smo tudi dokumentirali. To smo želeli že od samega začetka, se pravi, da bi bil cel proces prilagajanja, se pravi, tako na eni strani na vodenih ogledih, po razstavah, kot v ateljejih dokumentiran in zato imamo tudi na razstavi video. In to je pa tista, recimo, participativna plat projekta, ker na tem projektu nismo delali sami z društvom, se pravi muzej pa društvo, ampak smo spravili na kup 4 slovenske univerze, vsaka s svojim znanjem na določenem področju in konkretno nastajanje videa smo zaupali Akademiji umetnosti iz Nove Gorice. No, pa gremo še na atelje grafičarke. Ja, grafika, zadeva, ki se nam je v začetku, ki je bil ena želja, skrita želja, da bi jo tudi umestili, ker grafika v svoji osnovi je najtežje oziroma zelo težko prilagodljiva, še posebej, če avtor, bom rekel, vztraja pri tem, da je grafik in da ne bo samo poustvaril svojega grafičnega dela v neko taktilno verzijo. Torej tukaj gospa oziroma Zora Stančič je iskala, kako bi potem tudi v grafiko vnesla te spremembe. Še vedno verjetno najkompleksnejša oziroma najtežje umetniško delo, ki ga je najtežje razbrati kot osebi s slepoto, zaradi tega, ker so te nijanse mogoče še najmanjše, najtežje prepoznati v primerjavi s kiparskimi klasičnimi deli, ampak tudi smo tudi v ta izziv zagrezli. No in tukaj še pri kiparju Primožu Puglju, ki je že takrat imel točno v glavi koncept te kovinske obraze, se pravi iz varjenih kovinskih ploščic oziroma železnih ploščic, bo naredil na tak način, kot ima tudi tam v ozadju videti, se pravi neko poglobitev, kako bo od obraza, ki se pojavi recimo iz vodne gladine v celoti, izginja proti v bistvu obrazu, ki je čutiti samo še nos recimo in obratno, se pravi berljiv z obeh strani. In tudi tukaj je dobil odlično povratno informacijo, se pravi material je bil zanimiv, oblika je bila berljiva s tipanjem in je pol na tak način tudi ustvaril končno likovno delo. Mogoče najbolj čustven od vseh teh obiskov je bil pa obisk na 3-dnevni delavnici, ki si ga je konceptualna umetnica Giulia Iacoluti zamislila s slepimi otroki in sicer smo s pomočjo društva iz Gorice dobili informacijo, da v Pordenonu so pa v društvu tudi slepi otroci in so na 3-dnevni delavnici raziskovali čustva. Vsak dan 2 čustvi, tako na podlagi pogovora o čustvih, se pravi, ne vem, kakšne barve je jeza in tako naprej, do samega oblikovanja iz gline, na podlagi katerega je potem umetnica v ateljeju ene keramičarke naredila en tak totem iz teh 6 čustev
in v bistvu tudi en tak dodaten element je bil ta, da so ravno ti otroci prišli na odprtje, držali trak, ki smo ga prerezali in sami potipali tisto, kar je v bistvu bilo njihovo delo v tem konceptu same umetnice. Delali smo pa ves čas tudi na kopijah, konkretno na fotografiji smo na gradu Kromberk, imamo skulpturo Vrtenje Zdenka Kalina, ki ga je v bistvu kar napreden strojnik poskeniral z doma narejenim skenerjem in potem je to seveda tudi naprintal. Ko je to naprintano, seveda je v kosih, je bele barve, plastika, potem je pa naš restaurator v muzeju to stvar dodelal na tak način, da na prvi pogled mogoče ni niti ločiti, katero je original, katero je kopija. Tisto na desni je kopija. Zakaj? Ker je znal celo poustvariti malček občutek tega brona z enim takim posebnim premazom, pa oksidiranim in tako naprej. Tako da s tem v bistvu smo tudi začeli nekako orati ledino, ker takšnih kopij v Sloveniji do zdaj še nismo videli. No in v letu 2024 smo sodelovanje, kar sem že omenil z univerzami, nadgradili še z sorodnimi inštitucijami. Tako smo recimo, vam tudi pokazal, vzpostavili sodelovanje s Koroško galerijo likovnih umetnosti, z Narodno galerijo in dodali smo pa še ta element participacije s šolami, licej iz Trentina, iz kraja Ladina di Fasa, ravno prihodnji teden nas pridejo obiskat, kaj so v bistvu poustvarili, in pa srednja šola iz Postojne, kjer so dijaki izdelovali v bistvu makete mostov. Ko sem omenil univerze, Univerza na Primorskem, se pravi Pedagoška fakulteta iz Kopra, študenti inkluzivne pedagogike so v sodelovanju z nami pripravljali zvočne opise razstavljenih del, študentje iz Akademije za likovno umetnost in oblikovanje iz Ljubljane pa reliefe po Avgustu Černigovu. In zdaj ravno slučaj, da naslednje leto bo Černigovo leto. Zdaj pa, če še to pokažemo, tukaj je Vran Mirsada Begića. Če bi vas vprašal, kateri je original, verjetno ne bi na podlagi te fotografije znali razbrati. Eden je originalen, ta srednji, ostala dva sta kopije. Zakaj pa dve kopiji? Zato, ker s tem, ko smo postali mi dostopnejši, želimo, da postanejo dostopnejši tudi drugi muzeji in galerije, tako da ena kopija je zdaj v Koroški galeriji likovnih umetnosti in s tem so tudi oni postali dostopnejši. In pa to sodelovanje s šolami, tukaj konkretno na levo dijakinje, mislim, da 16 let stare, v parih so delale, 14 dijakinj, 7 likovnih del so pretvorile iz 2D, se pravi tukaj konkretno Banksy, v keramiko. No, zdaj, kako je potekalo pa še študenti, bo pa Peter razložil. Ja, podobno kot z ostalimi, samo tukaj je bila mogoče res še ta malo večja pomen spodbujanja oziroma izobraževanja neke, lahko rečemo, strokovne javnosti z področja likovne umetnosti. Torej, tole je bilo izobraževanje na ALU-ju, ki je bilo v resnici podobno tistemu prvemu izobraževanju na gradu Kromberk, kjer smo zopet dali mi iztočnice, potem so se pa oni s svojim profesorjem dogovarjali, uskladili, kaj bo mogoče po eni strani relativno lahko, mislim, lažje prilagoditi in da bo tudi učinek same prilagoditve največji. Tako da potem je prišla odločitev za prilagajanje grafik Černigoja in tukaj je, torej po tistem začetnem izobraževanju, ko smo prišli pogledati njihove različne pristope, so imeli več različnih nekih prilagoditev, da smo se potem pogovorili zopet o istih stvareh, kot smo že pregovorili, torej o formatih, o kontrastih, o robovih in podobno. Tudi kako bo samo to delo nalegalo, ali bo na steni navpično, torej tega se izogibamo, ker potem roko težko dlje časa držiš pod takim kotom, torej smo se pogovarjali tudi o tem, da morajo biti po diagonali ta likovna dela predstavljena. In vse to so potem tudi tukaj
študentje skupaj s profesorji ukomponirali v te njihove prilagoditve? No, težave, kot sem omenil, ena zakonodaja in drugi seveda zadržki konservatorsko-restauratorske stroke in seveda kustosov. Mnogokrat moram priznati, v kakšni galeriji naletimo tudi odklonilen odnos kustosov do prilagoditev. Zakaj? Če imaš eno prilagoditev več, imaš eno likovno delo manj. To je njihova mentaliteta. Naša je, da če ti dodaš neko kopijo, bo več ljudi se lahko pri kopiji ustavilo, se dotaknilo, bo preizkusilo in s tem mogoče bodo več odnesli kot zgolj od ogledovanja nekega likovnega dela. Glede zakonodaje, posledica dotikanja omejeno, seveda tudi včasih makete, naredijo nekje makete, pa še maketo se ne smeš dotakniti, ker je lomljivo in podobno. In rešitve so v tem, da v konkretnem primeru za nas kot muzej, na ministrstvu so rekli, če boste vi inventarizirali ta likovna dela kot likovna dela, ki so nastala za dotikanje, in če boste imeli nekako nek odnos s temi umetniki še naprej, da v primeru česarkoli bojo oni pristopili in pomagali neko težavo odpraviti, se lahko inventarizirajo in ostanejo tipna tudi v bodoče. In vzdrževanje seveda z umetniki, ker včasih so ene stvari res take, da jih samo umetniki lahko v bistvu pomagajo popraviti. Kateri so bili izzivi proti koncu? Dostopnost seveda digitalnih vsebin, tle nam je tudi Tilen pomagal z določenimi odzivi, ker delo smo zaupali mladim fantom, ki so sprejeli izziv in naredili to aplikacijo t-art.si, to je spletna aplikacija, s tem smo se izognili potrebi po nameščanju iz trgovin za aplikacije in gre za aplikacijo v 3 jezikih. Potem smo šli delati seveda tudi razstavni katalog, ki je nekoliko drugačen od vseh dosedanjih razstavnih katalogov v Sloveniji, ker imamo namreč vse tekste tudi v obliki zvočnih posnetkov, tako da lahko recimo, da poleg videčih, ker imamo toliko slabovidnosti, koliko je slabovidnih, lahko tudi tisti, ki ne morejo prebrati, lahko preposlušajo, oziroma, če pa vseeno kdo rad prebral, imamo pa tudi v obliki golega teksta, tako da lahko si v bistvu lažje preberejo. Priprava kataloga za slepe in slabovidne. To bom tudi pokazal, tudi lahko si vzamete, to je bila prva verzija, to je katalog za slepe osebe. Zgleda kot letak, ampak to je tudi neka ideja, ki smo se jo sami domislili. Zakaj? Ker seveda, če nekdo slep ne potrebuje kataloga s fotografijami in vsem ostalim, potrebuje pa zvočne opise. In zvočni opisi so vsi na tak način dosegljivi, da v bistvu so 2 QR kodi, ena na sprednji strani, spodaj levo, ena na sprednji strani, spet spodaj levo. Zakaj pravim, da je to prva verzija? Ker ta se tiskarju ni posrečila, to smo spet na podlagi testiranja ugotovili in pa smo rekli, dajmo mi to malo reciklirati in smo z tega zdaj naredili letak, tako da smo dolepili eno QR kodo z osnovnimi informacijami, ostaja pa v ozadju zvočni opis likovnih del in to si lahko pol tudi vzamete, lahko tudi poslušate. Seveda zdaj imamo v galeriji že verzijo, ki ima brajico berljivo, ta je imela preveč sploščateno in s tem v bistvu slepa oseba lahko dostopa do vseh prispevkov v katalogu, namreč nas je bilo poleg predgovorov, nas je bilo koliko še 5 piscev, če se ne motim, 6 celo, 5 piscev in seveda tudi to vse v 3 jezikih. In 43 del, ne? 43 zvočnih opisov, plus še določena dela, ki nimajo zvočnih opisov, ker se bojo v bodoče menjala. Pol pa smo prišli, zdaj Andrejo ne vidim, ampak tudi Andreja, spet koliko tukaj nas je zbranih, taki, ki smo sodelovali konec koncev pri tem projektu, skupaj z Zavodom Dostop smo delali podnapise z brajico in QR kodami, ter temu dodali še NFC čipe, tako da ta spletna aplikacija deluje na 3 načine. Eno je, da ročno izbiramo številko oziroma črko ob likovnem delu oziroma kopiji, druga je, da skeniramo QR kode, tretja pa, da enostavno zberemo opcijo, da bere NFC čip in s tem v bistvu nas avtomatsko pelje na zvočni opis. Tle smo se tudi, tako kot velikokrat do zdaj, znova učili,
Zadnja učna ura je bila v tem, da najbolje je, da se zdaj brajico tiska kot brajico v črni barvi, se pravi vidno brajico, in da ta ni čez tekst. V preteklosti smo pa tudi sami delali na način, ravno zaradi pomanjkanja prostora, da smo imeli prozorno brajico čez tekst in s tem v bistvu se s časoma postane manj berljivo za tiste, ki potrebuje pa prebrati tisti tekst spodaj, ne. In za tiste, ki niso uporabniki pametnega telefona, so tudi audio vodiči, torej v 3 jezikih na sami lokaciji si lahko sposodiš audio pripomoček, s katerim potem od dela do dela poskeniraš zopet eno kodo in dobiš pa preko audio vodiča. Torej ni treba biti uporabnik pametnega telefona. No in te zvočne opise, kot rečeno, so pripravljali študenti inkluzivne pedagogike, oni so imeli to kot izpitno nalogo, seveda vsi so imeli neko omejitev s časom, tako da na koncu so še s Petrom pripravljali za določena likovna dela in na nek način urednikovala te zvočne opise, ker zvočni opis ni enak opisu za videče. In mora biti v bistvu opis za slepe prilagojen temu, da lahko vodi osebo skozi tipno izkušnjo. In tukaj tudi piše čisto na koncu, tehnične rešitve za simultano predvajanje, se pravi, film seveda smo želeli, da bi bil tudi popolnoma dostopen, oziroma oba videa, 2 videa imamo na razstavi. Eno je zvočni opis filma v 3 jezikih in drugo pa seveda, kako bodo uporabniki poslušali. Tako da na nek način istočasno je zvok za tiste, ki gledajo film direktno na televiziji oziroma na zvočniku, medtem ko slepe osebe si nadanejo Bluetooth slušalke in poslušajo zvočni opis tega istega filma. Tle pa v bistvu smo tudi ugotovili, da moramo tudi tle še malo sami zavihati rokave in še malce nadgraditi, ker je treba posneti v bistvu vse dialoge v filmu. In tako da to nas še čaka, moram reči. Je tako kot Giro, ki prihaja, eno etapo smo dobili, imamo rožnato majico, ampak do cilja, ki bo Giro v Rimu, je še dolga. Vedno se nekaj znova učimo. Zdaj pa še par pogledov v samo galerijo, glede na to, da marsikdo izmed vas še ni bil oziroma da danes to ni del predstavitve. Razdeljena je na 2 osnovna dela. Eno je svet, ki obstaja, tako smo ga poimenovali, ker gre za likovno umetnost od antične Grčije do sodobnikov, Mirsada Begića, in v bistvu so vse umetnostno-zgodovinske zvrsti predstavljene in vsa obdobja, 26 kopij z zvočnimi opisi in podnapisi. Tudi pri podnapisih lahko poudarimo to, kar je že Andreja povedala, nismo šli v popolno enakovrednost podnapisov za slabovidne in videče in brajico, zato ker bi porabili preveč prostora in bi to ratalo preveliko. Smo se pa držali tega, da je osnovna informacija tudi v brajici, da je QR koda tipna in da so ti podnapisi na primerni višini postavljeni in kar se da v bistvu poenoteni glede na višino. Ja, in še, da je tudi, kot vidite, tablice, črn tisk na beli podlagi, dovolj velike črke tudi vsega tistih besedil, ker kot je bilo že večkrat omenjeno tudi prej, ta prilagoditev ni samo za skupino oseb z okvaro vida, je tudi za tiste z bralnimi težavami, disleksija, podobne, lahko tudi za osebe, bomo rekli, z omejenimi kognitivnimi sposobnostmi, torej vse to smo imeli v mislih, nekaj še, se pravi, kot je že David povedal, nismo še čisto vse realizirali, danes se že pogovarjava, da bi treba nekatere osebine tudi v lahko branje prilagoditi, ker nam tudi še ni časovno uspelo do sedaj speljati. Tako da ja, do tukaj smo prišli, ja, nismo pa še čisto na koncu. No, tukaj vidite zdaj še ta drugi del razstave, konkretno tukaj so zdaj 3 umetniška dela. Enega ste videli v ateljeju kot en obraz, no tukaj je teh 7 obrazov, Primož Pugel, na levo je tista skulptura, ki je nastala, oziroma totem kot participativni pristop s slepimi otroki in ta spredaj mi je pa še posebej pri srcu, zato ker na nek način je bila zbrana strani uporabnikov,
ki so obiskali razstavo v Gorici, ko smo jih šli voditi. Zakaj? Ker ob tipanju umetnica je dovolila, da njena likovna dela na tisti razstavi v Gorici, to je bila ena čezmejna kiparska razstava, da lahko tipajo in na nek način sta dva taka umetnika bila povabljena zraven ravno na podlagi izkušnje, ki so jo tam imeli uporabniki. Kako se je ona prilagodila, se pravi ta umetnica, kot vidite je lesena skulptura, običajno vihti motorko več ali manj, tako da je malo za se obat te umetnice. Ona običajno pusti barvo lesa, tukaj konkretno imamo libanonsko cedro. Ko sva se pogovarjala z umetnico, kako bi lahko ona prilagodila, nismo razmišljali samo o tipni izkušnji za slepe, ampak tudi o vsaj malenkostni prilagoditvi za slabovidne. In tako je ta krila rahlo pobarvala v belo in tako je medvedka pobarvala v rjavo barvo in pol to je bil njen lasten doprinos, dodala še te oči in zašit nosek. Tako da je v bistvu skulptura, za razliko od njenih ostalih, postala dostopnejša tudi za slabovidne. Tukaj je še en tak primer sodelovanja. Messerschmittova glava, original in eno kopijo hranijo v sosednji Gorici, v palači Koronini. Tle je sodelovanje šlo v smeri, da so nam dali 3D model, mi pa smo spet s printanjem in z obdelavo v restauratorskih delavnicah prišli do izredno dobre kopije in na desno Ivana Kobilca, kopija, tle smo rekli tudi, gremo narediti svojo kopijo, da jo lahko z njo manevriramo, kot želimo, v sodelovanju z Narodno galerijo in Naravno-tehniško fakulteto. S tem, da tle je spet naš restaurator malo dodelal, da je bolj gladka, tako da v bistvu smo še naredili korak naprej. Iz 2D v 3D. Mogoče bi samo omenil, zdaj verjetno, ko govorimo, da je prilagojena za osebe z okvaro vida, tukaj pa ni videti talnih oznak. To je bilo eno izmed vprašanj, katero se nam je porajalo tekom načrtovanja, umestiti talne oznake, ne umestiti talnih oznak. In na koncu smo prišli do zaključka, da če vas damo zdaj v Ljubljano ali pa v eno mesto, v katerem še nismo bili in vam rečemo, da morate v naslednjih 2 urah najdeti 46 lokacij, bi bilo brez vidne informacije to praktično nemogoče. Nasploh se umetniško oziroma galerijsko-muzejske zbirke obiskuje zelo, zelo občasno. Največ obiščeš enkrat, mogoče se vrneš enkrat letno. Zaradi tega je potem tukaj bil razmislek o tem, kakšna vloga oziroma pomen talnih oznak, smo se na koncu odločili, da jih ne vključimo. Zakaj? Prostor je izbran, mogoče prostora nismo omenili, kje je to, ne? Ja, no, tekom snovanja projekta nismo imeli prostora. To je ena velika pomanjkljivost, v tle šlo ogromne energije, predvsem moje pa od Igorja Miljevca, da smo prišli do prostora, iskali smo prostor v mestu, marsikje nam ni bil primeren. Tisto, kar so nam ponujali, ko so nam ponudili prvo nadstropje nekega bodočega objekta, ki še vedno ni dokončan, in to za 2 meseca, sem rekel takoj kategorično ne, sem rekel, dostopnost ni nekaj, kar bi se zaključilo v 2 mesecih sredi EPK-ja. Če se gremo razstavo, ki ne bi bila dostopna za vse, mora preživeti EPK in to nam je tudi uspelo na tak način. Zbrali smo v bistvu prazne prostore trgovskega centra in ko stopiš na razstavo, nimaš več občutka, da si v trgovskem centru, razen če slišiš po mikrofoni, da kličejo Marijo na blagajno. Drugače pa je pa prostor popolnoma dostopen, ima se pravi sanitarije tudi za invalide, veliko parkirnih prostorov spredi in to je tisto, kar smo cel čas želeli, da imamo res dostopen prostor. Kako? Mercator center v Kromberku. Razstava je v prvem nadstropju Mercator centra v Kromberku. V zgornjem pritličju pravzaprav, tako nekako. In spet, če se navezujem tudi na to, kar je prej Andreja govorila, če ti ne moreš samostojno dostopati do posamezne, do vsebine, potem tudi tista vodilna linija na sami vsebini ali pa sama informacija prilagojena na sami lokaciji nima več toliko učinka, zaradi tega, ker če te je mogel nekdo pospremiti, pripeljati do lokacije, imaš potem še tam asistenco. Naslednja, tako da zaradi tega smo potem, zaradi vseh teh argumentov smo potem opustili, ker bi bila to ena, tako kot je že prej bila fotografija Andreja, bi bil to en prepletena mreža talnih oznak, ki bi kvečem bila večjo težavo mogoče nekim drugim ranljivim skupinam, kot v pomoč skupini oseb z okvaro vida.
Obenem smo pa informatorko izobrazili, jo podučili o komunikaciji, kako podajati informacije, kako voditi osebe z okvaro vida in druge osebe s posebnimi potrebami oziroma ranljivimi skupinami skozi razstavo, da bodo res lahko dobili in da bodo lahko, torej osebe s posebnimi potrebami, sami imeli možnost interpretirati to umetnost tako, kot jo oni začutijo. Ker velikokrat, ko pride do umetnosti, smo mi videči tisti, ki naredimo neko sodbo v likovnem delu in potem svojo sodbo predamo osebi z okvaro vida. Tukaj pa naš cilj, da si lahko vse to sami ustvarijo. Zdaj pa, če bi imeli šolski zvonec, bi ga že slišali, tako da se vam zahvalimo za vašo pozornost in smo na voljo dosegljivi za bilo kakšno vprašanje. Hvala. Mislim, da ima Matjaž vprašanje. Lahko mikrofon kar? Torej, vse iskrene čestitke za odlično opravljen projekt. Imam pa eno vprašanje. Opažam, vi ste pokrili večino kategorij za osebe z invalidnostmi. Meni pa je osebno samo še vprašanje, kako pa je za gluhimi, ki uporabljajo znakovni jezik? No, to je ena stvar, ki jo nisem omenil, se pravi video je dostopen z znakovnim jezikom v slovenščini, italijanščini in zdaj kmalu bo zmontiran še z mednarodno kretnjo. Tako da v bistvu video je dostopen. Ravno prej med prvimi predstavitvami pa sva se s Petrom pogovarjali, da kaj bomo zdaj naredili, vse te zvočne opise jih bomo še naprintali, ker v bistvu to je edino še, kar bi potencialno lahko dali. Da bodo tudi na lokaciji printi teh opisov, ki jih trenutno ni. Pa ja, torej tisti posnetki, vsi video posnetki imajo potem možnost tudi, da si aktiviraš, da imaš potem še kretenje. Tako da tudi ta skupina je bila oziroma je še upoštevana. Pri videoposnetkih bi edino mogoče še vprašal, ali so videoposnetki vsi podnaslovljeni? No, tudi to smo razmišljali, imamo eno tako konzolo, kjer seveda tudi dostopno, da lahko slepi sami izbirajo in imamo 6 videoposnetkov. 3 so, se pravi, vsak v svojem jeziku s velikimi podnapisi, recimo da za slabovidne. Potem so pa še 3 posnetki, kjer je pa samo kretnja zraven, ravno zato, da ne bi bilo preveč motečih elementov, da se ne bi motili en drugega, se pravi, da bi se kretnja za gluhe motila s podnapisi. Hvala lepa.